Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni še v drugem delu oddaje Sledi korakov. Naš gost je dr. Miro Cerar. Dobar dan še enkrat. Ja, še enkrat lep pozdrav. No, končala sva nekako pri glasbi, nadaljevala bova s politiko. Vsi ste bili že zraven, ko se je nekako Slovenija rojevala, ampak potem smo vas bolj spremljali, ko so novinarji potrebovali kakšno strokovno mnenje, pa ste ga pojasnili, ste kaj povedali. Ampak kaj je bil pa tisti ključni trenutek, da ste se pa vi vendarle na koncu odločili, da boste tudi vi aktivno stopili v politiko in ustanovili stranko? Najprej kot gibanje, če se ne motim. Ja, najprej je bila to neka civilna družba. Torej, politika me nikoli ni tako privlačila, da bi vanjo v resnici vstopil. Mene so že v času prejšnje države Jugoslavije tu pa tam spraševali, če bi vstopil v Zvezo komunistov takrat, torej v partijo. Pa me je ta misel seveda odbijala, ker se mi je zdelo, da takrat sem bil še mlajši, ampak sem to opažal, da je velik razkorak med tem, kaj se govori in dela, in to me je precej odbijalo. Mimogrede, Ja. In ravno nekateri, ki pa so bili v partiji, pa so danes na kakšnem močnem položaju, zdaj očitajo drugim, da so komunisti, ki nismo bili. Ja, to je en, bi rekel, paradoks, dokaj življenjska stvar, lahko bi rekel iz učbenikov, kako se nekateri konvertirajo, torej spreobrnejo. Ali pa so verni. Ja, dobesedno naredijo popolni preobrat, ampak a veste, življenjski preobrat ni nič slabega, če je narejen na nek način na podlagi nekih iskrenih spoznanj. Rečeš, ok, sem bil v neki zgodbi prej, ugotovil sem z leti, s učenjem, spoznavanjem sveta, da ni bila najboljša, sem izbral zdaj novo, gremo v drugo smer. Ampak potem je treba biti korekten, potem je treba priznati, kje si bil, zakaj si se spremenil in kje si danes. S tem nič slabega. Moti to, in to je ta politična učbeniška zgodba, ko se ti ljudje skrijejo. Ko so bili pravzaprav prej neki, pa da nima v naših zgodbah, radikalni komunisti, zagrizeni, bi rekel celo fanatični, danes pa so na drugi strani lahko v neki fanatični opciji desnice ali kjerkoli. In pravzaprav opažamo kaj? Da je metoda dela ista, cilj je isti, cilj je samo oblast, denar, vpliv, torej imeti čim več moči, biti čim više in seveda izkoriščati to za svoje neke osebne namene ali pa za namene pač svoje, da nima ožje skupine, stranke, karkoli. In v bistvu se je zamenjala etiketa, ki pa ni prava. Tako danes pod različnimi imeni strank zelo težko včasih prepoznamo nosilce take politike, kot bi jih pričakoval po temi imeni. Tega v Sloveniji veliko, teh spreobrnencev pač je, tudi po svetu jih je veliko. Je pa res, da tiste, ki smo v tem pogledu bolj iskreni, bolj odprta knjiga, to na momente zaboli in tudi moti, ker to za družbo ni ravno dobro. Ker če taki ljudje prihajajo do potem vplivnih pozicij, seveda te metode, ki sem jih omenil, uporabijo v nekem novem demokratičnem ambientu, ki pa tega ne prenese. In s tem se danes tudi soočamo. No, če zdaj grem nazaj nase, tudi v samostojni Sloveniji, kljub temu, da sem imel velik privilegij, da tako rečem, tudi deloma izborjen, so me povabili, da sem okoli 24 let pravzaprav bil zunanji svetovalec Državnega zbora, da sem potem, ko smo napisali ustavo, ostal zunanji svetovalec v Državnem zboru, ob tem, da sem delal na fakulteti, kar je pomenilo, da sem stalno hodil, vsak dan sem bil praktično skoraj tudi malo v parlamentu, seveda sem redno izvajal predavanje, delal študenti, raziskave in podobno, ampak bil sem svetovalec pri zakonodajnih vprašanjih
pri vprašanjih poslovnika, imunitete, referendumov in podobno. Predvsem pa sem se ukvarjal za čisto vsako zgodbo, ki je zadevala ustavo. Vse ustavne spremembe sem pravzaprav spremljal, sem bil ponavadi koordinator nekih strokovnih skupin in pomagal predsednikom državnih zborov, torej državnega zbora, da so lahko te ustavne predloge sprememb procesirali. No in seveda, stalno sem bil v stiku s poslanci, z politiki vseh vrst, z ministri tudi, in zato sem politiko z tega vidika do dobra spoznal, ampak tudi če so me kdaj povabili, da bi vanjo vstopil, tega koraka nisem naredil, ker sem štel, da je moje mesto bolj v stroki, da lahko tu več pripomorem in še vedno me je malo odbijalo to, kar politika pravzaprav prinaša. Se pravi, ob marsičem dobrem tudi to neko, ta boj za oblast, ta boj za prestiž, spodkopavanje nasprotnika in podobno. No, mimogrede, ponujali so vam predsedniško mesto, mesto predsednika vlade, tudi po padcu druge Janševe vlade. Ne? Ja, to je pa res, hvala lepa, ste me spomnili, zanimiva izkušnja, namreč februarja 2013 mi je skupina 4 strank, ki so takrat že imele večino v parlamentu, to je bilo takoj po padcu Janševe vlade, ponudila, da bi postal predsednik vlade, nek tehnični mandatar, vsaj za 1 leto ali 2. In takrat se je z mano pogovarjala v imenu teh strank gospa Bratušek. In jaz sem ravno v tistem času začel se srečevati z nekaterimi posamezniki iz družbenega življenja, somišljeniki, s katerimi sem skupaj ugotavljal, da krize enostavno ne znamo preseči, da vedno bolj tonemo v krizo, ne gremo ven. In zdaj bo to res hud preizkus za mene. Takole mi je bilo ponudeno mesto predsednika vlade. Jaz bi pravzaprav brez volitev, brez vsega, samo rekel da in bi dobil 56 glasov, ki je bilo pripravljenih takrat v parlamentu in bi postal predsednik vlade za neko prehodno obdobje do novih volitev. Odločil sem se, da tega ne sprejmem. Izbral sem potem mnogo težjo pot, ampak zakaj sem se odločil, da ne? Zato, ker sem ocenil, da na ta način ne bi mogel uspešno voditi vlade. Bal sem se, da brez neke svoje ekipe, brez nekih ljudi, ki bi jih jaz soustvaril za vodenje vlade, bi bolj te stranke vodile mene, kot pa jaz njih. In glede na prakso teh strank nisem imel prav zaupanja, da bi šli v pravo smer. In zato sem takrat to spoštljivo odklonil. Sem se pa potem še bolj začel intenzivno sestajati z ljudmi iz civilne družbe, raznimi strokovnjaki z raznih področij, s katerimi smo začeli snovati nek načrt, da če tudi ta vlada, ki je potem prišla, to je bila vlada gospe Bratušek, ne bo uspela Slovenijo potegniti iz krize, da pa potem moramo storiti nekaj več, se morda tudi sami vključiti v politiko. No in potem je ta ideja zorela kakšno leto, sestajali smo se, vedno več nas je bilo, to ni bila neka velika skupina, ampak bili so relevantni ljudje na svojih področjih, zelo prepoznavni, pomembni, strokovni. Potem pa so prišle predčasne volitve. Spet je vlada padla, da tako rečem, predčasno. To je našo skupino zelo presenetilo, ampak zdaj smo bili pa pred odločitvijo. Slovenija je bila še vedno globoko v krizi. Že po 3. vladi zaporedoma, kaj storiti? Ali zdaj vse mi iz civilne družbe stopimo v politiko, bi rekel, nekontaminirani z vsemi temi dotedanjimi političnimi zgodbami in ko bomo ustvariti neko novo zgodbo, potegniti Slovenijo iz krize, ali bomo še čakali leto, 2, 3 in se oblikovali. No, jaz sem potem rekel, čas je, da skočimo v vodo in plavamo. In potem smo, bi rekel, 2. junija 2014 ustanovili politično stranko, stranko Mira Cerarja. To je bila edina možnost, da se z mojim imenom pravzaprav postavimo v javnost, da smo bili prepoznavni na ta način, kajti jaz sem takrat bil že dokaj javno prepoznaven. No in kot veste, smo 6 tednov kasneje po ustanovitvi stranke doživeli neverjeten volilni uspeh. No, mimogrede, takrat je novinarka, lokalna dopisnica Dela, Polona Malovrh, napisala, ko ste imeli obisk v Zasavju, da je to drugi Drnovšek. Ne? Ja. Lepo, jaz sem gospoda Drnovška spoštoval, pa vendar sem drugačen. Ja. Jaz moram tudi reči, da ob vsem spoštovanju do vseh predhodnikov na mestu predsednikov vlade in tudi vseh ostalih, kajti veste, kjerkoli si v vrhu politike, je to zelo nehvaležno, težaško delo in zato to danes še bolj razumem. Spoštujem vse vložke, ampak jaz sem mnenja, da smo mi že v 90-ih letih pravzaprav začeli izgubljati neko primerjalno prednost z drugimi državami, ker nismo dovolj izkoristili svojih potencialov.
Mi smo že takrat začeli to, kar se je potem nadaljevalo v tem tisočletju, privatizirati dobičke in socializirati izgube. Nekateri so rekli prihvatizacija. Tudi zelo dober izraz. Slabe prakse so se začele takrat. In potem seveda smo prišli do svetovne krize, ki nas je poudarila toliko bolj zato, ker smo bili na njo nepripravljeni in ker smo bili pravzaprav sami, brez čvrstih temeljev, ker jih nismo v tem času do osamosvojitve naprej uspeli zgraditi. No, ampak da grem naprej, na tisto povolilno obdobje leta 2014. Zmago, ne? Zmaga. Ta zmaga nas je dobesedno postavila na čelo vlade. Jaz sem moral potem seveda oblikovati vlado. Bil sem izvoljen za predsednika vlade v državnem zboru. Mimogrede, ste kje takrat razmišljali, da bi pa na tistih volitvah dve najmočnejši stranki sestavili vlado, torej vi, SMC, pa na drugi strani Janševa SDS? Sem tudi o tem razmišljal, vendar pogledajte, takrat je bila situacija v tej smeri praktično nemogoča. Namreč gospod Janša je bil obsojen na zaporno kazen in to pravnomočno, 3-krat potrjeno od temeljnega do vrhovnega, torej od prve stopnje do vrhovnega sodišča. Poleg tega ta stranka do tistega trenutka je še vedno uveljavljala neke prakse, katerim smo mi nasprotovali. Žal, lahko rečem, da jih še danes. Zato tudi kasneje, tudi leta 2020, ko je spet gospod Janša prišel na čelo vlade, takrat nisem mogel stopiti v to zgodbo, samo takrat sem se odločil pač lahko samo za izstop, celo iz lastne stranke in iz politike, kajti to pač niso načini delovanja, prakse, ki bi jih jaz lahko podpiral. Tako da pravzaprav leta 2014 smo se potem pogajali z drugimi strankami za koalicijo. Moram reči, da sem se znašel pred zelo težko situacijo, zato ker se je več stvari pravzaprav težavnih prekrivalo. Poglejte, stranka, ki smo jo ustanovili, je bila čisto nova. Jaz pravzaprav še poslancev lastnih nisem zelo dobro vseh poznal. Bi rekel, poznal sem jih že, vendar nismo mi nekaj let skupaj delovali pred tem. To je bila skupina, bi rekel, strokovnih ljudi, poštenih ljudi, iz civilne družbe vzetih, iz raznih strok, iz raznih, bi rekel, dejavnosti, ki so takrat bili pripravljeni vstopiti v politiko, da naredimo novo zgodbo. Ampak seveda večina je bila, ali pa skoraj da vsi poslanci, politični amateri. Ne? Vsi smo se začeli politike učiti na ta način v živo, bi rekel, skozi vlado in parlament. No in vedeti morate, da predsednik vlade, ko enkrat nastopite v funkcijo, nima več dovolj časa, da bi se v celoti ukvarjal z lastno stranko. Vse kolikor more, ampak to mora predvsem tudi zaupati generalnemu sekretarju in drugim deležnikom, drugim sodelavcem, kaj ti vlada te tako posrka, ti le vodiš državo, tvoja primarna odgovornost je Slovenija, ne, državljanke, državljani, cela država. In zato seveda sem moral dodaten napor vlagati, da sem pomagal vseeno, ob tem, ko sem vodil vlado še, da se je stranka le gradila, le konsolidirala, čeprav sem bil tukaj pomanjkljivo lahko prisoten. Potem seveda smo bili v krizi. Mi smo imeli takrat grozno luknjo, bi rekel, finančno luknjo v državni blagajni. Še vedno je grozila trojka. To so mi tudi jasno nakazali na prvih srečanjih v Bruslju, čeprav je bila situacija nekoliko boljša. Gospa Bratušek je že nekoliko premaknila, bi rekel, parametre na boljše, ampak seveda kriza je bila še zelo huda. In poleg tega seveda morate vedeti, da nam noben politični akter, nobena stranka, ne nazadnje tudi noben medij z vsemi ozadji ni bil naklonjen, ker smo bili popolnoma novi. Mi smo vsem odvzeli nekaj političnega prostora, SMC, imeli smo torej 36 mandatov v parlamentu, kar je bilo najvišje število do tedaj, torej doslej. In to je bila seveda, mi smo bili pravzaprav rdeča cunja za vse, so se vsi spravili na nas, treba je to stranko takoj začeti napadati, takoj jo pravzaprav oslabiti, kaj ti premočna je. Govorimo o vseh drugih strankah, ki so bili že izkušeni akteri. In še ena težava je bila, na katero ste me opozorili, ko sva se letos spoznala v nekem Dalmatinskem zalivu, mimogrede nasproti našega zaliva, Rt Ljubljana, s tem slovenskim imenom. No, ste mi dejali, kako težko je predsedniku vlade izbirati kader za ministra. Ker
zdaj tisti zelo dobro plačani direktorji, gospodarstveniki, ki vodijo velike tovarne, firme, se nekako ne spuščajo, ne spustijo v to politično mlakužo, lahko rečemo. Pa tudi precej nizke plače so na ministrskih mestih. Ja, res je. No, bom povedal nekaj o tem. Prvič, v Sloveniji že dolgo vlada negativna kadrovska selekcija. In zato je še toliko težje dobiti kvalitetne ljudi v politiko. Jaz sem veliko ljudi, ko sem sestavljal to civilno družbeno skupino in potem stranko, pozval, da se mi pridružijo, kvalitetnih kadrov, ljudi vrednih zaupanja, poznanih na svojem področju, pa so rekli, veš kaj, mi te bomo podpirali, ti bomo pomagali s strani, ne gremo pa v politiko, ne bomo šli v stranko. To je premalo. Če hočemo premakniti to Slovenijo naprej, bo moralo več kvalitetnih ljudi vstopiti v politiko. Ampak kot vidite, kaj se dogaja, kandidati za ustavne sodnike, za evropske sodnike padajo v parlamentu. Pa lahko še tako kvalitetni. Še tako kvalitetni in to odbija ljudi. Potem druga stvar, finančni razlog, drugi razlogi. Recimo, jaz se spomnim, za gospodarskega ministra smo intervjuvali skoraj 40, več kot 30 kandidatov. To so mi tudi pomagali moji sodelavci. Govorimo o uspešnih gospodarstvenikih, pa se noben odločil, da bi prevzel ministrsko mesto. Vsi so rekli, da bodo z nami sodelovali, ampak tja pa ne bi stopili. Za pravosodnega ministra, pa če kje poznamo ogromno ljudi, poznamo ogromno na področju prava, nisem skoraj do zadnjega hipa dobil kandidata. Kasneje, torej v zadnjem hipu, v zadnjih nekaj dni, tik pred rokom se je gospod Goran Klemenčič odločil, da bo postal pravosodni minister. Pa mi je tudi on nekaj mesecev prej rekel, da ne bo šel nikoli v politiko, da me bo raje podpiral od daleč kot državljan ali strokovnjak. Ampak kljub temu, jaz mislim, da smo pač nabrali dovolj strokovno ekipo. Seveda, nikoli ni optimalna, na vsako ekipo ima kdo pripombe, tudi ta je imela svoje slabosti. Bi pa rekel nekaj, mi je pa uspelo zanimivo sestaviti ekipo ministrov, v kateri je bilo točno polovica žensk in polovica moških. Za razliko od danes, In odprej. Tega nikoli ni bilo v Sloveniji, tudi druge države redke imajo tako izkušnjo in cela 4 leta smo zdržali s tem. Samo nekaj mesecev je bilo vmes drugače pa 4 leta smo imeli popolno to izenačenost po spolih, kar je bilo pravzaprav dobro. Jaz sicer nisem zagovornik tega, da moraš za vsako ceno težiti k neki izenačenosti, vem pa, da mora biti ženski in moški element prisoten v politiki v zadostni meri. Mora biti neko ravnovesje in sinergija. No, to nam je recimo uspelo. No in mimogrede, vi ste v tej knjigi Dosežki in učinki politik vlade dr. Mira Cerarja, mandat 2014-2018, dane obljube smo izpolnili, popisali v tej knjigi, ki ste mi jo podarili, hvala. Podarili ste mi tudi to knjigo Slovenci na popravnem izpitu, to so vaše kolumne. No, in če zdaj vi pogledate nazaj na to svoje obdobje, najbolj aktivno obdobje, ko ste vodili slovensko vlado, zdaj sam nekako ocenujem kot največji uspeh to, da se je nekako zdelo, kot da se je slovenska politika malce umirila, da ni več toliko naši, vaši, da ni več tiste napadalne retorike. Tudi vi ste zelo tak umirjen človek, koliko sem vas uspel spoznati. Kaj pa vi ocenujete kot, pa da smo nekako splezali iz te krize, ekonomske krize, lepo, varno. Kaj pa vi ocenujete kot največji uspeh? Ali pa največji uspeh? Poglejte, zagotovo to, da smo se prebili iz krize. Seveda tukaj so bili tudi drugi zaslužni, gospodarstveniki, drugi deležniki v družbi, ampak vlada ima tole pomembno vlogo, še posebej, ker smo vzpostavili dobro gospodarjenje z državo. Kot sem rekel, dobili smo v proračunu izjemno globoko luknjo, vlado smo zapustili mojemu nasledniku s presežkom, za več 100 milijoni presežka, se pravi, javne finance smo uredili. Država je uredila gospodarjenje z državnim premoženjem. Napisali smo strategijo, kaj bomo zadržali v državni lasti, kaj bomo prodali delno in tako dalje. To je bilo do takrat vse neurejeno in se je ribarilo v kalnem. Sami ste omenili, po mojem je bil tudi en dosežek pomemben to, da smo stabilizirali politični prostor. To je zelo v skladu bilo tudi z mojo naravo, z mojim načinom dela.
Jaz sem si želel tega. Jaz vem, da če je prostor stabilen, čvrst, potem tudi gospodarstvo se ukvarja s svojimi težavami, s svojimi problemi, bolj v miru, bolj, bi rekel, z lahkoto, kot če mora stalno skrbeti o tem, kaj jim bo politika zakuhala. In tudi druge sfere. Veliko smo sodelovali s civilno družbo, s sindikati, vzpostavili smo ponovno nek socialni dialog. Bili so problemi, bili so težave, ampak nekako to nam je seveda uspelo. Zdaj seveda med dosežke, ki smo jih tudi na nek način obljubljali, lahko tudi štejemo poleg jasno tega finančne konsolidacije to, da smo Slovenijo potegnili iz tako imenovanega čezmernega ekonomskega primanjkljaja. To je tisto, ni tukaj več bilo potem trojke. Ni bila več Evropa nad nami kot nek inšpektor, kaj vse delamo narobe, mi smo na vseh področjih popravili stanje. Pravzaprav v tej knjigi je to zabeleženo, vsi kazalci, ekonomski, socialni, finančni, so šli navzgor, so šli iz rdeče v zeleno. Seveda ne tako, kot bi si morda kdo želel, in tudi dejansko vsega nismo uspeli narediti. Za določene zadeve bi rabili še en mandat, ki nam tudi kaj ni uspelo. Smo bili morda premalo izkušeni, morda koalicija prejšnja usklajena, morda se nismo lotili zadev s pravega zornega kota, ampak gospodarstvo je bilo zelo uspešno, imeli smo visoko gospodarsko rast. V našem mandatu so pravzaprav vsi dobili več. Ja, morda ne toliko, kot so pričakovali, ampak kriza je bila. Še vedno smo se prebijali iz krize, smo pa ustvarjali čvrste temelje. Zato me danes skrbi, ko gledam situacijo, da ravno ne bomo teh temeljev spet porušili z slabim gospodarjenjem, ker zelo težko je vzpostaviti to, bi rekel, finančno, ekonomsko podstat, da gremo nekako zdravo naprej. Po drugi strani je pa zelo pomembno to, da seveda ta stabilnost, ki sem rekel, zajema v sebi tudi neko kulturo. Kot sem rekel, mi takrat nismo spodbujali, smo celo umirjali ideološke spore. Kakšen ideološki spor je bil seveda neizogiben, recimo ob financiranju zasebnega šolstva ali kaj podobnega. Tu smo imeli tudi sami težave. Ampak tega, kar se danes dogaja, takrat ni bilo. Takrat smo se bolj posvečali projektom, digitalizaciji, tujim investicijam, bi rekel, sodelovanju s civilno družbo. Naredili smo neko vizijo razvoja za naprej in podobno. Seveda so bila področja, kjer je šlo težko. Sami veste, drugi tir, tretja razvojna os, to so bile vse zadeve, ki smo jih premaknili. Tudi afera recimo s tistim. Maketa. Ja. Lahko dve besedi o tem. Samo da povem, mi smo vse te projekte premaknili z mrtve točke. Mi smo pravzaprav to izgradnjo drugega, torej ta projekt drugi tir, pripeljali do točke, ko bi lahko začeli graditi, pa nam je potem seveda referendum, celo 2 referenduma, to časovno zamaknil. Smo spet Slovenci izgubili dobro leto dni. No, hvala Bogu se danes ta zadeva zdaj pa odvija naprej. Ampak mi smo vzpostavili vse pogoje po dobrih 20 letih govorjenja in poskusov, da smo imeli vsa dovoljenja, dovolj denarja smo pripravili načrt, tako da naši nasledniki so lahko samo pravzaprav začeli z delom. No, podobno smo premaknili to tretjo razvojno os, jaz bi si želel, da bi mi še več naredili, ampak seveda do tukaj smo lahko prišli. Vemo, da smo imeli na raznih področjih hude bitke, denimo na področju zdravstva, kjer smo sicer izvedli neko reformo, vendar ne. Vsekakor vseeno so bile pa v tistem času vzpostavljeni urgentni centri. In če gledamo zdaj te urgentne centre, marsikdo od državljanov reče, še dobro, da jih imamo, ker tam pa res prideš na vrsto. To je res, torej ne bom pošten, že naši predhodniki so zastavili to zadevo, mi smo pa dejansko več kot 10 urgentnih centrov dokončali in res smo bili ves čas veliki podporniki javnega zdravstva. Tudi smo vložili, kolikor je bilo mogoče takrat denarja v to, začeli smo s sanacijami uprav. Čeprav mimogrede se v javnem zdravstvu pretaka največ denarja in tudi jaz mislim, da ga veliko gre tudi mimo, v kakšen mošnjiček. Glejte, danes to že praktično v rabčki čivka, jaz ne bi tega ponavljal. Mi vsi zelo cenimo javno zdravstvo, še posebej zdravnike, sestre, medicinske tehnike, druge sodelavce, kot izredno požrtvovalne, sposobne in tako dalje, vendar pa prakse, govorim o menedžiranju, torej upravljanju tega zdravstva in pa razne korupcijske in druge prakse so pa dostikrat še vedno zelo kritične, zelo pod nekim pričakovanim nivojem. Torej, tako bom rekel, jaz sem velik zagovornik javnega zdravstva, ob seveda tem, da se zavedam, da tudi zasebno zdravstvo potrebujemo in tudi to se mora razvijati.
In tako je tudi naša vlada. In zdaj se ne bi to zgodbo preveč spuščal. Naredili smo neke pomembne premike, zato smo bili tudi deležni hudih medijskih in drugih napadov, ker mnogim to ni bilo všeč, ker smo začeli preprečevati neke slabe prakse. Mi nismo nobene nezakonite koncesije ali pa slabe koncesije podelili. Mi smo začeli javne razpise izvajati tako, da so bili bolj transparentni, ne, za te razne pripomočke zdravstvene in podobno. Uvajali smo nove prakse, uvedli smo nadzore nad upravami, torej celo sanacijo po celi Sloveniji in tako dalje. Ampak potrebovali bi več časa, da bi šel ta proces naprej. Zdaj, to, kar se je dogajalo v naslednjih vladah za nami, je bilo pa zelo netransparentno, kajti kar naenkrat se je nehalo v zdravstvu pisati. Jaz mislim, da v zdravstvu so še vedno številni, še hujši problemi kot takrat. Pa se danes o tem govori in ljudje mislijo, da je nekako, kot da jih ni. Ne? Od čakalnih vrst do vsega tega, kar sem omenil. Ampak gledajte, to je izziv za vsako vlado, nobeni ni lahko. Jaz sem dal to kot primer področja, kjer smo imeli težave, kjer smo naredili nek napredek, ampak bi potrebovali vsaj še en mandat, da bi šli lahko dlje. In če povzamete, bila je še tudi ena taka posebna stvar v našem mandatu, begunska kriza. No, tu so vam pa ravno s tisto bodečo žico, ostro žico, mogoče na levem polju, političnem polju, najbolj zamerili, da je nek sredinski politik Slovenijo ogradil z bodečo žico. Torej, manjši del Slovenije, seveda, in to zaradi varnosti državljanov, ampak seveda je bilo to pričakovano. Z obeh strani so letele kritike. Desni pol je rekel, da bi moral ograditi celo Slovenijo, levi pol je rekel, da nobene ograje in tako dalje. Poglejte, zame je bilo ključno to. Mi smo v letu 2015-2016 bili priča prehoda okoli 500 000 beguncev in drugih migrantov čez Slovenijo. Mi smo bili prva država pod mojo vlado, ki se je sploh odzvala na ta begunski val, ki je prihajal iz Bližnjega vzhoda oziroma Severne Afrike, pa tudi delov Azije. Smo se odzvali organizirano. Meni je celo Juncker, takrat predsednik Komisije Evropske, dejal, čestitam Sloveniji, tudi javno je to povedal, Slovenija je prva, ki je začela na mejah ta val ustavljati in registrirati te prišleke, te begunce in jih nekako organizirano obravnavati. Vključno s Hrvaško, Srbijo, Makedonijo, Grčijo in Turčijo in tako naprej, šlo to vse kot hitri vlak, nihče jih ni nadziral, vsi so jih spuščali naprej. Seveda, če jih mi ne bi sprejeli na ta način, da smo jih tudi registrirali, bi imeli hude probleme na avstrijski meji, ker potem jih Avstrijci ne bi spustili naprej, sploh pa ne Nemci. In treba je to razumeti. Naš prvi motiv je bil human, poskrbeti za te ljudje. To so bili v glavnem res begunci iz vojnih področij, še posebej iz Sirije v začetku in podobno. Potem kasneje tudi drugi, tudi ekonomski migranti. Ampak to so v glavnem bili večina ljudi v stiski, tudi drugačni, se strinjam. Tudi verjetno je bilo treba tukaj biti zelo previden zaradi teh varnostnih situacij. Ampak poglejte, če hočeš tako močan val, kot 3, 5, 7, 10 tisoč ljudi na dan pride v Slovenijo, moraš to delati organizirano. In mi smo imeli organizirane, bi rekel, te oskrbovalne centre, kjer smo jih namestili in dali hrano, medicinsko skrbo, če je bilo potreba, poskrbeti celo z oblačili in tako dalje, in jim pomagali iti naprej tja, kamor so hoteli. Se je pa dogajalo kaj? Da so prihajali preko hrvaško-slovenske meje iz Hrvaške, torej neorganizirano. Celo vemo, da so jih hrvaške oblasti spuščale čez mejo po noči, preko reke in tako dalje. To je pomenilo nevarnost za same begunce, za naše ljudi ob meji oziroma za vse te vasi. A če bi mi pustili ta proces naprej, sem to videl, sem bil dostikrat na terenu, ti begunci bi se znašli v vaseh sami, lačni, žejni, včasih bi rekel v stresu in podobno, bi prišli v naša mesta. Potem bi pa imeli probleme. In zato je bilo treba ta val organizirano usmeriti. In ker ga je Hrvaška pri tem ni bila kooperativna, smo morali postaviti te tehnične ovire ali ograjo, kakorkoli želite, ne zato, da bi jih slabega hoteli, ampak zato, da smo jih usmerili s tem pač prisilno na vhode. Mi smo imeli polno vhodnih točk, kjer smo jih zelo humano in varno pričakali in tako tudi za njih poskrbeli. In zato smo dobili tudi veliko priznanje na strani Evrope in tudi mednarodnih organizacij. In nazadnje, poglejte, takrat smo tudi dosegli, to je bil prvi tak primer v Evropi, da je več kot 10 članic Evropske unije poslalo simbolno
in pa tudi dejansko v pomoč Sloveniji svoje policijske enote. To smo se dogovorili na mojo pobudo, da smo s tem pokazali, da Schengen je naša skupna vrednota. Ker veste, v parlamentu so mi hoteli predvsem na desni strani imputirati, da bomo izpadli iz Schengena. Avstrijci bodo zaprli meje, Nemci, Avstrijci se bodo zavarovali, ta Slovenija, ki spušča čez te grozne migrante, bo pa pač ostala izven. Jaz sem stalno stal na tem, da migranti so ljudje, ki potrebujejo pomoč, to je ta vidik humanosti, da jih mi lahko sprejmemo toliko, kolikor jih zmoremo integrirati in ne več, ostali morajo pač tam, kamor so namenjeni. In tretjič, vse to je treba početi varno, ne samo humano, varno. In s temi mehanizmi na meji smo to varnost zagotovili. Če bi se nam zgodil ta plaz migrantov, da ga ne bi nadzirali, bi se veste, kaj je zgodilo. Ne samo to, da bi imeli te ljudi uboge potem po vaseh, po mestih in bi imeli s tem same, bi rekel, težave mi in oni, ampak Avstrija bi zaprla mejo. Tudi Avstrijci so postavili žico in vojsko na mejo. Ne? Prej že Orban in tako dalje, in Bolgari in drugi. Se nismo bili mi edini. In seveda, potem pomislite, če bi vsak dan prišlo v Slovenijo 5,000 ljudi, pa jih je prišlo po 10,000, v 10 dneh bi bilo 50,000, ki bi tukaj zastali. Ne? Se pravi, to je bila pač naša takratna politika, jaz sem takrat vodil krizni štab, morale so bile odločitve sprejete, morale so biti sprejete in jaz sem sprejel takšno, kot sem jo, oziroma smo jo skupno s stroko in z, bi rekel, drugimi člani vlade, tudi s koalicijo. No, preden greva potem na vlado Marjana Šarca, samo še besedo, prej ste omenili Janeza Janšo, pa tudi takrat, ko je bil v zaporu. Kako pa ste vi gledali takrat na to? Tudi potem, ko so ga že nekako spustili, da je lahko že sodeloval na sejah državnega zbora, pa vaša stranka, ne vem, ni bila ravno temu naklonjena. Kako ste vi kot pravnik gledali? Pa seveda, Janez Janša je bil potem, nekako je zastaralo, na Ustavnem sodišču so dali potem to še ponovno obravnavo. V glavnem niso gotovilo, da je bil on kriv za tisto, kar je bil v zaporu. Bom povedal nekaj, kar še do zdaj za javnost nisem nikoli. Seveda, gospod Janša je bil pravnomočno obsojen. In bilo je vprašanje, ali lahko kot takšen opravlja mandat poslanca, ali mu ga je treba odvzeti. Gospod Janša je že vložil tudi, mislim, da ustavno pritožbo, pravno sredstvo na Ustavno sodišče. In mnogi, ki smo malo poznali te razmere, smo pričakovali, da bi lahko prišlo tudi do drugačne odločitve Ustavnega sodišča, kot se je to zgodilo na vrhovnem in na nižjih stopnjah v okviru rednega sodstva. Vendar stvar je bila negotova, nikoli ne veš, kako bo sodišče odločilo. In jaz sem takrat predlagal po dolgem, po tehtnem premisleku, najprej koalicijskim partnerjem, potem pa še svojim našim poslancem, SMC poslancem, da dajmo biti tukaj previdni, dajmo gospodu Janši mandat nekako zamrzniti. To je bila neka umestna varianta, tudi nekateri pravni strokovnjaki so jo zagovarjali, ni bila ravno čisto, bi rekel, čista z pravnega vidika, ampak je bila nek kompromis med odvzemom mandata ali pa polnim priznanjem mandata. In zdaj bom povedal to, koalicijski partnerji so bili še dokaj razumevajoči do mojega predloga, ampak v lastni stranki, ko sem prišel v parlament, v poslansko skupino SMC, mi je Simona Kustec Lipicer rekla, takrat je bila vodja poslanske skupine, sedanja ministrica, prisluhni, predsednik, poslušaj, kaj ti bomo povedali poslanci. In vsi po vrsti, vsi ti, ki so bili zdaj ministri v tej vladi ali pa so še, ali pa poslanci v parlamentu, so zahtevali, zelo ostro, zelo, bi rekel, odločno z argumenti, da se gospodu Janši odvzame mandat. In potem sem si mislil takole, poslancev, če jih je 36, tukaj ne bom zdaj na silo spreobračal, to ni bil moj način, da lomim roke. Nenazadnje je to ena od možnosti, ki se je ponujala kot legitimna. Vse so bile legitimne, odvzem, priznanje ali zamrznitev, vsaka je imela neke zagovornike. Rekel sem si, saj bo Ustavno sodišče pač odločilo in se nisem odločil, takrat je tu nek spopad z lastnimi poslanci. Povedal sem jim moje mnenje, da bi raje videl, da bi vzeli nek umestni predlog, pa počakamo, kaj se bo odločilo na Ustavnem sodišču. No, oni so potem odločili po svoje vesti, tako kot so, in odvzeli gospodu Janši mandat. Kasneje mu ga je Ustavno sodišče vrnilo, ga je rehabilitiralo, vendar seveda postopek pravni je tekel naprej. Problem pri tem postopku s Patria je v tem, da je zastaral. Mi še danes ne vemo,
pravno gledano, ne. Kaj je zdaj res, ne, kriv ali ni kriv, zadeva je zastarala. Ampak dobro, o tem se pač misli vsak po svoje, vemo, kako so o tem odločali Avstrijci. Dejstvo je, da gospod Janša je potem pač dobil nazaj vrnen ta mandat, to je bilo treba spoštovati, ne. In mogoče je bilo kakšnim poslancem žal, mogoče ne, ampak kar me je zelo presenetilo, me je to, ne, da sem potem dobil še včasih od članov SDS kakšen očitek, ne, zakaj si se pa takrat tako odločil, ne, da si bil za odvzem mandata, ne, v bistvu sem bil pa jaz ravno na drugi poziciji. Tisti, ki pa so danes z njim, so bili pa na oni, ne, ampak gledajte, to je pač politična preobrazba takšne vrste in govori sama za sebe veliko, ne. Pa naj bo dovolj o tem? Ja. Potem so prišle nove volitve, še prej ste vi predčasno odstopili iz mesta predsednika vlade, čeprav praktično ste bili 4 leta predsednik vlade, ne skoraj da do konca mandata. Potem je prišla nova vlada, nekako se je zdelo, da volitve potekajo v tem smislu vsi proti Janševi stranki. No, nekako je uspelo Marjanu Šarcu kot tisti stranki, ki je dobila največ poslancev, sestaviti vlado, ampak nekako manjšinsko vlado z takšno čudno podporo Levice, čeprav je bila v igri tudi takrat Nova Slovenija, ker jaz mislim, da če bi se takrat uspeli dogovoriti, bi verjetno vlado še danes imeli. Ja, že jaz sem si želel imeti v svoji vladi Novo Slovenijo, pa takrat nismo dosegli soglasja. Čeprav sta z Ljudmilo Novak, ki je bila takrat predsednica Nove Slovenije, kakšno stvar, recimo arhivske dokumente, ne, zakon o arhivih, potem o povojnih pobojih, nekako tudi s pomočjo Nove Slovenije spravili pod streho. Z Novo Slovenijo, še posebej z gospo Ljudmilo Novak, smo imeli zelo en korekten odnos, kljub temu so bili oni opozicija in smo bili včasih zelo na, bi rekel, nasprotnih stališčih, ampak večkrat smo uspeli sodelovati. Z gospo Novako je bilo to res mogoče. Jaz mislim, da je en od posebnih momentov je bilo ravno tisto pri povojnih grobiščih, ko smo skupaj podprli nek zakon, ki ga sicer sama koalicija ne bi mogla sprejeti, pa tudi ne opozicija seveda, ki je omogočil nek pieteten proces, bi rekel, pokopa in teh ostankov teh nesrečnih pobojev in vsa to ureditev teh grobišč povojnih. Več kot 650 po Sloveniji. Jaz sem absolutno to tako razumem, ne. To je neko duhovno breme. Tako, kot bi rekel, negativna energija, ki nas še spremlja. Do tega moraš imeti pieteten odnos, v sebi se upravičiti nekako, da se je to sploh zgodilo, potem pa iti naprej in treba je te ostanke bilo takrat ustrezno pokopati, pustiti tisti komisiji, da deluje naprej, da se te procesi speljajo. No in to smo takrat mi pravzaprav SMC uspeli speljati, ampak tudi v sodelovanju z Novo Slovenijo. To je bil en tak primer sodelovanja, opozicija, koalicija, ki bo konstruktiva, ne. Ali pa recimo pri fiskalnem pravilu smo dosegli po dolgih letih dvotretjinsko večino v državnem zboru, da smo sprejeli zakon o fiskalnem pravilu. Ki ga zdaj nihče ne upošteva, ne? Žal, sicer je res, moramo priznati, da izredne razmere, kriza dopuščajo začasne odstope, ampak jaz se bojim, da bi ga malce bolj morali imeti vseeno zavesti ta zakon, namreč mislim, da Slovenija... Ker ga bomo drago plačali. Drago, trošimo več, kot imamo, slab gospodar smo ta hip z našim premoženjem in se ne bo na dolgi rok dobro končali, čeprav takrat bodo ljudje verjetno že malce pozabili, kdo je za to odgovoren, ampak jaz se bojim, da s tako prakso, kot jo imamo zdaj, ne, s takim gospodarjenjem finančnim in drugačnim, ne bomo prišli ravno v dobre vode, bodo zelo viharne vode čez čas. In če gremo nazaj, bi vlada Marjana Šarca ostala, če bi bila v koaliciji, del vladajoče koalicije Nova Slovenija, ali pa če bi imela Levica, ki je bila nekakšen pogodbeni partner, bi bila del koalicije? To glede Nove Slovenije pač ugibanje, ne bi se tako hipotetično spustil v to, kaj bi bilo, če bi bilo. Dejstvo je, da pa Levica, ne, je sicer omogočila nastanek te manjšinske vlade, pa vendar in ne morem šteti v dobro to, da se ni upala prevzeti odgovornost in tudi sama stopiti v vlado. Veste, najlažje ostati tako neki z pol noge zunaj pa ven, ne biti malo tukaj in tam. Se pravi, oni so podpirali vlado, kadar jim je pasalo, jo kritizirali, kadar jim je spet ustrezalo, hkrati niso imeli svojih ministrov v vladi, se pravi, niso prevzemali nobene odgovornosti. Ves čas so bili pa zelo pametni, ko šlo za razne teme. To ni odgovorna pozicija.
In mi je žal, da je do tega takrat prišlo, ampak seveda ta vlada, ki jo je vodil gospod Šarec, tudi sam sem bil njen član, kot zunanji minister, je bila z tega vidika težavna. Veliko koalicijskih partnerjev in potem še en zunanji partner s to posebnim statusom, ne, ki sem ga opisal. Vendar, ne, jaz mislim, da je bil ta odstop gospoda Šarca preuranjen, nepremišljen, pravzaprav napaka. Niste vedeli za njega kot najoči sodelavec? Ne. In tudi napaka je bila v tem, gledajte, to je bilo zame eno veliko razočaranje, da se ni potrudil gospod Šarec, da bi skušal sploh koalicijo konsolidirati, da bi nas sklical, da bi rekel, poglejte, usedimo se za mizo, poglejmo si v oči, imamo še tole v svojem programu, zmenili smo se, da bomo to naredili, vi Levica, vi SMC, vi Desus in tako dalje, SAB, kaj mislimo, a gremo skupaj naprej, jaz predlagam to se tako naredi, to naredi lider, ne, to naredi vodja, tega ni bilo. Ne. A je pokleknil pred prihajajočo krizo koronavirusa? Mislim, da to ni bil ključni razlog, ker takrat, ko se je ta njegov slab premislek zgodil, ne, jaz mislim, da ga je zapeljala ta kalkulacija, da bodo temu razpustu vlade sledile nove volitve, ne, predčasne volitve in da bo tam dobil potem boljši rezultat. To je bil pa slab premislek, no, napačen, zmoten v vseh vidikih. In bi pa tudi tako rekel, da začetno soočanje s krizo je pokazalo, da pa bom zdaj nasplošno rekel, da ne bom preveč ad personam, da so bili še potenciali veliko večji, kako se s tem sooča, ki niso bili izkoriščeni. Torej, tako kot se je gospod Šarec tega lotil, takrat seveda moramo upoštevati, da je to vse presenetilo, ampak še ni bilo najbolj spretno, ne, to je dejstvo. Ne. Se je potem, dobro, vi kot član SMC-ja niste bili za vstop v Janševo vlado, in ker se je vaša stranka drugače odločila, ste vi in še nekateri izstopili iz stranke. Vi bi lahko sicer obdržali potem poslanski mandat. Mislim, da ste ga prepustili Möderndorferju, ne? Ja, jaz sem se odrekel, bi rekel, potem politiki. Namreč, poglejte, jaz sem ugotovil, da gospod Janša in SDS se niso nič spremenili, ne, kar tudi dokazuje ves razvoj dogodkov. In zoper tako politiko sem ves čas nastopal, zato nisem mogel zdaj stopiti vanjo kot nek del, kot nek koalicijski partner, to bi bilo nepošteno do mojih volivcev in do samega sebe. Seveda jaz nisem več vodil stranke, kajti slabo leto pred tem, ali koliko jo je prevzel gospod Počivalšek, ne, takrat jaz nisem več na kongresu kandidiral, sem se umaknil. Je vaše razočaranje? Pravzaprav... Nazadnje ste ga vi izbrali takrat za gospodarskega ministra, po drugem poskusu, ne? Glejte, tako bom rekel. Dokler je gospod Počivalšek kot minister delal pod mojim vodstvom, pa tudi nekateri drugi, da nima te, ki so danes v vladi ali pa v koaliciji iz vrst SMC, so delovali drugače. Takrat so delovali tako, kot je SMC oblikovala svoj vrednostni sistem, svoje cilje, jaz sem dajal ton, oni so pač izvrševali te zadeve vsak na svojem področju. Potem pa, ko sem se jaz umaknil z voditeljske pozicije, ko so prišli drugi, bi rekel, na vrh, a ne stranke, je pa seveda prišlo do hude spremembe, do hudega preobrata v smer, ki nima več ničesar skupnega za tisto SMC, ki sem jo jaz vodil. To je popolnoma nekaj drugega, ne zasluži tega imena in sem vesel, da ga bodo zdaj kmalu spremenili, se tako so spet napovedali. In jaz mislim, da kaj počnejo ti predstavniki te SMC stranke danes, se dobro vidi, v kakšni koaliciji so, kaj podpirajo in pač naj za to prevzamejo svojo odgovornost, jaz več kot to ne bi komentiral. Se mi zdi, da je ta izbira bila jasna, zame je bila nemogoča, jaz sem takrat izstopil iz stranke. Tudi sem videl, da so se popolnoma, bi rekel, ali prevladali neki čisto osebni strahovi in interesi med poslanci in drugimi, ali pa neki drug vrednostni sistem, skratka govorijo spet o teh preobrazbah. In jaz sem rekel ne. Nisem pa potem niti želel ostati v parlamentu, ker če nimaš več svoje stranke, če nisi tam nek posameznik, a bom zdaj podpiral to opozicijo ali koalicijo, ne ena ne druga se mi nista več zdela, bi rekel, te podpore vredne in sem zato pač šel nazaj v svoj poklic na fakulteto, kjer sem spet profesor, delam študenti in ostalo, tako da
zdaj samo še tako spremlja spet z distance politiko in druga dogajanja. Vse veste, kaj je dejal enkrat Arnold Schwarzenegger, ne? Povejte, pa bom videl, če vem, kaj mislite. Da se bo vrnil Ja, glejte. v politiko. Ja, o tem zdaj ne razmišljam. Jaz sem to zgodbo zaključil. Zdaj se res posvečam temu akademskemu delu. Seveda malce še spremljam politiko, ker jo tudi kot izobraženec moram, nenazadnje sem na družboslovnem, humanističnem področju aktiven. Tudi radi govorite o politiki, ne? Tudi midva sva na morju kar precej govorila o njej, ne? Ja, ker ste me sprašval, ne? In potem do neke mere se odzivam. Moram pa priznati, da zadnje čase skušam politiko bolj puščati ob strani. Se bolj posvečam tudi družini z veseljem, nekim svojim, bi rekel, preokupacijam, drugim pa tudi poklicu, ne, pravnemu. Ampak upam, da nisem bil nadležen preveč. Ne, absolutno ne, to je normalno. Ko sem enkrat vstopil tako globoko v politiko, me pač seveda še do neke mere mora spremljati. Ne. No, meni recimo, ne, se zdi zelo čuden, ne, ta odnos do naših politikov, pa tu sploh niso pomembna imena. Nekdo je predsednik vlade, nekdo je predsednik države, ne. In pa ne govorimo o privilegijih, ne, ampak da bivši predsednik vlade ali pa bivši predsednik države ravno tako čaka na meji 5 ur, recimo, kot jaz, ne. Ne vem, se to dogaja tudi v Nemčiji, v Združenih državah Amerike, v Rusiji? V marsikateri državi se dogaja to drugače. Imajo bivši visoki funkcionarji neke ugodnosti, ne zato, ker se to spodobi. V Sloveniji smo tle še nekoliko, bi rekel, v bolj rudimentarni zgodbi, bolj bi morali poskrbeti za visoke funkcionarje, ker bi s tem tudi motivirali kvalitetno ljudi, da stopijo v politiko. Tako. Ampak veste, jaz sem v času krize prevzel vlado in takrat se nisem upal uvajati nobenih bonitet za politike, za ministre zase ali karkoli, ker bi to bil popolnoma napačen signal ljudem. Takrat smo morali biti vsi na isti ladji in zato v mojem mandatu pač nisem želel sprejemati takih odločitev. Verjetno je bo treba kdaj v prihodnje ne samo zvišati plače, pošteno pogovoriti, ne? Ja, bi pa nekaj povedal, če dovolite. Prej ste me nekako tudi spraševali podobno, že v prvem delu pogovora, v smislu tega kadrovanja v politiki. Glejte, res je na eni strani, da je dobro, če v politiko stopi nekdo, ki je že v karieri svoji na nekem področju nekaj dosegel, ki ima tudi dovolj premoženja, denarja, da mu ni zdaj politika sredstvo za služenje, ampak da se poda v politiko z nekim poslanstvom, da bo delal recimo dobro za državo in tako naprej, za ljudi. Ampak veste, na koncu z leti ugotoviš, ne, da ta, kako bi rekel, modrost v narekovaju ni čisto točna. V bistvu je odločilen predvsem karakter. Nekdo, ki je pošten, lahko pride na najvišji položaj ali pa ostane revež, bo še vedno ostal pošten, če je tak po strukturi. Nekdo, ki je pa pohlepen, pa želi več, pa ima lahko že 10 hiš ali pa 100 milijonov, bo prišel v politiko, bo še tam hotel ukrasti ali pa tako naprej, ker je to v njegovem karakterju. Tako da to v veliki meri ta rek ne drži, ne, v politiko ne grejo tisti premožni, ker se potem ne bodo več ukvarjali s tem. Bodo se. Še bolj nekateri, ne, kar je prav tragično, ampak to je nek del narave človeka, ki ga moramo pač razumeti in pač vsak pri sebi je pa odgovoren za to, kako se razvija, ne, v zvezi s tem. No, počasi sva ob koncu oddaje. Vi imate partnerko Mojco, s katero imata luštno hčerkico. Ja. No, in ko sva prej veliko govorila o športu, tudi gospa Mojca, ne, je bila zelo dobra športica. Ja, bila je odlična atletinja, tekačica na srednje proge. V tistih letih, konec osnovne šole, začetek srednje, je bila celo državna prvakinja. In še danes, ko tečeva, je malce boljša od mene. Priznate? Ja, priznam, nimam tukaj, dejstva to pokažejo, tako da lahko mirno priznam. Sicer je pa tako, ja, da sem vesel, da imam tako družino, torej in Mojco in malo Majo, pa tudi Evo, Mihata, torej Miho, ne, pa seveda očeta in vse ostale, 2 sestri z družinama in še ostale sorodnike. Držimo skupaj dobro, se razumemo in si pomagamo in to je ena največjih stvari, kar jih lahko imaš na tem svetu, ne.
Gospod Miroslav Cerar, Tudi ja. doktor, ne, hvala za vse, kar ste povedali, prijetno je bilo. Hvala lepa vam za povabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.